Pobude in vprašanja občinskih svetnikov. Vse za neoporečno pitno vodo. Položnice Voke burijo občane. Hidroelektrarne Srednje Save. 10. flancanje v Smledniku. Medvoška kultura na Dunaju. Začetek gorsko-tekaške sezone. Lepo pozdravljeni. Poročali smo že o zadnji seji občinskega sveta, ki je združevala pravzaprav dve nedokončani, 25. in 26. sejo. Še zadnjič izpostavljamo najbolj zanimive teme. Tokrat se dotikamo pobud in vprašanj članov občinskega sveta. Med pobudami in vprašanji članov občinskega sveta izpostavimo tokrat nekaj zanimivih predlogov. Leopold Knez je v imenu nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode podal dve pobudi, in sicer za preimenovanje gramozne jame na Svetju v park spominov NOB ter za strokovni pregled in popis stanja vseh mostov na glavnih in lokalnih cestah. Svetniška skupina SDS pa je predlagala poimenovanje ceste na Vrju po doktorju Jožetu Pučniku. Od Verja mimo gostišča elektrarne do Zbiljskega jezera, kjer je doktor Pučnik tam tudi živel pred smrtjo. Če veste, mislim, da smo lahko Medvoščani ponosni, da je doktor Pučnik živel v naši občini. To lahko potem zgodi tako, kot se zgodilo v Preski, ko ni več Preske, ampak je Barletova cesta Medvode. In če bo ulični sistem, potem bo, Pučnikova cesta 7, Pirniče recimo, ali pa Medvode. To bo spet na glavo postavili, veliko za seboj potegne vedno Jaro Kačovest. Predstavnik stranke SLS Štefan Čebašek je podal pobudo za spremembo občinskih aktov, ki urejajo gradnjo enostavnih oziroma pomožnih objektov na kmetijskih zemljiščih, saj ti tega trenutno ne omogočajo. Kar je neživljenjsko in predvsem nepraktično za pogoje kmetovanja v današnjem času, predvsem se to nanaša tudi na pogoje ekološkega kmetovanja in pa vseh tistih kmetovalcev, ki izvajajo recimo pašo. Predstavnik stranke SD Dušan Brekič je dal pobudo o dokončanju projektov, ki so v teku do konca njihovega mandata, saj se ta z letošnjim letom zaključuje. Župan je pobudo pozdravil z zagotovilom, da bodo že na dnevni red naslednje seje poskušali spraviti tudi predloge odlokov. Mi pa še vedno, če bom rekel, da razumsko upamo, se bom zlagal, srčno upamo, da bomo spravili vsaj osnutek dolgoročnega plana še na eno izmed sej. To je bolj srčna želja kot razumska, kajti razum dopoveduje, da nosilci urejanja prostora ne bodo nič naredili. Članico nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, Nado Prešeren, pa je zanimalo stanje načrta gradnje kanalizacije Vikrče-Pirniče. Odgovor sta podala župan in Katja Gomboši-Telban. Jaz sem bil dvakrat na sestanku, danes sem bil celo v hramu učenosti državnem zboru in sem po 2 urah ven ušel, ker moram se tukaj boljš počutim, pošteno povem. Poglejte, državna sekretarka je povedala takole, 4,2, znam povedati zelo natančno, 4,2 milijarde sredstev, ki jih dobimo iz evropskih sredstev, je z sofinancerskimi pogodbami z občinami vezanih. Ampak to ne pomeni, da bodo koriščene. Cirka 60% teh projektov ima dokumentacijo v takšni fazi, kot jo imamo mi za naše projekte, se pravi, da imajo izvajalce in gradbeno dovoljenje, 40% pa ne. Do prerazporeditve denarja na projekte, ki imajo gradbeno dovoljenje in izvajalce, ne bo prišlo. To pomeni, da se zavedajo, da 40% denarja zavestno ne bo porabljenega. To je bilo danes povedano, jutri boste prebrali v javnih občilih, to je mesto danes. Vsebinsko, z daljšo zgodbo pa več ve gospa Katja. Vse pogoje imamo izpolnjene, projekt pa stoji. Se pa zdaj postavlja vprašanje, tudi naš projekt izpeljati do konca leta 2015. Omenimo še vprašanje Stanka Okoliša, člana svetniške skupine NSI v zvezi z občinskim prostorskim načrtom, na katerega medvoška občina še vedno čaka. Ali je takšno stanje z občinsko upravo oziroma ne predstavlja, kot se moderno temu reče, večjega korupcijskega tveganja, da se to vleče že toliko časa in koliko časa se bo še. Neke občine je trenutno zaključilo sprejemanje dolgoročnega plana in sem klical kolege in sem jih vprašal, so rekli, da je njihov postopek trajal cirka 8 let. Se pravi, mi ga sprejemamo 4 leta, od marca 2010, obmeni smo nekje na polovici. Če se hecamo, Ampak tako pač je. V tej državi zakon sicer pravi, da plan dolgoročnega razvoja prostora sprejema občina, v principu je pa tako,
da o tem, kaj se v prostoru dela, odločajo tako imenovani nosilci urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora so pa uradniki v državnih ustanovah na ministrstvih, ki dajo soglasja. In če oni dajo soglasje, se mi lahko hodimo po potrepalnicah, ne bomo dobili nobenega dolgoročnega plana in njih čakamo. Hidrološke karte nam potrjujejo že 4. leto, pa smo popolnoma brez moči. Okulistična ambulanta v zdravstvenem domu Medvode se lahko pohvali z novo pridobitvijo. Moderno aparaturo, ki jo je pridobila s pomočjo donacije Optike Mali. Gre za merilec dioptrije očal, s katerim bo delovanje ambulante hitrejše, obdelava pacientov pa še bolj strokovna in prijazna. Okulistična ambulanta deluje v zdravstvenem domu Medvode že 19. leto, že od samega začetka pa zgledno sodeluje z Optiko Mali. Prva oprema je bila sposojena in opremljena ambulanta z njihovo pomočjo in tudi letos je v tej skoraj okrogli obletnici so se odločili, da nam pripomorajo z enim novim aparatom. Tako je tokrat Optika Mali donirala sodoben elektronski aparat za merjenje dioptrij z očal v vrednosti 3000 evrov. Delo z njim bo lažje in hitrejše, obiski pacientov pa posledično kratkotrajnejši, je poudaril oftalmolog Sebastian Žuraj. Aparat, ki smo ga uporabljali doslej za merjenje korekcijskih stekel ali angleški izraz lens meter, je bil ročni aparat, delo z njim je bilo zamudno, tudi nekoliko nesigurno, se pravi, izmerjene vrednosti niso vedno ustrezale realnim vrednostim. Je pa to pri recimo veliki frekvenci bolnikov, pri, bi rekel, enem takem gostnem delu, kot ga imamo tukaj, zelo pomembno, da imam jaz čim prej ustrezen podatek o stari korekciji. Skratka, delo bo v prihodnje precej olajšano. Zame konkretno ja. Pa mislim, da tudi nekako pacienti bojo hitreje obdelani in bodo manj časa v čakalnici, kar bo za njih tudi en določen plus. Ob tem lahko izpostavimo zgledno sodelovanje obeh akterjev na področju okulistike, tako zdravstvenega doma kot Optike Mali, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo delovanja v Medvodah. Sodelovanje je zelo uspešno, se že 19 let skupaj zelo dobro sodelujemo in pripomoremo in pomagamo en drugim. Upam, da bo stvar potekala tudi v prihodnje, tako in bomo lahko tu skupaj sodelovali, tudi če kaj pripomogli k aparaturam. V ponedeljek 2. junija bo v Studenčicah tako v zgornjem kot v spodnjem delu vasi iz vseh pip pretekla neoporečna pitna voda, ki je ne bo potrebno prekuhavati. Takšna je obljuba občine Medvode in vaščani so prepričani, da nič več ne more iti narobe. Sami so svoj del obljube namreč izpolnili. Spomnimo, vaščanom Studenčic je občinska uprava konec minulega leta na zboru predstavila stanje na področju vodooskrbe. Ta je, kot vemo, ves čas problematična, saj že več kot desetletje velja ukrep prekuhavanja vode. Predvsem je kritična vodooskrba v spodnjem delu vasi. Občinska uprava je vaščane seznanila z dejstvom, da prav iz vseh pip v Studenčicah lahko v kratkem priteče neoporečna pitna voda iz Nove Vrtine, ki je ne bo potrebno prekuhavati. In v čem je bil potem sploh problem? Neoporečna pitna voda iz Nove Vrtine je občinska, vodovodne cevi pa vaške. Vaščani so zato sprejeli odločitev, da predajo vodovodni sistem občini v last in v upravljanje vodovodu Kranj pod pogojem, če bo vsaj 70% uporabnikov dalo svoje soglasje. In so ga. Skoraj 100% uporabnikov vode je dalo svoje soglasje in s tem tudi privolilo v montažo vodomerov in plačilo vode. Preden pa je vaška skupnost dejansko predala soglasje občinski upravi, pa je zahtevala datum. Datum, ko bo neoporečna pitna voda dejansko pritekla iz vseh pip. In ga tudi dobila. Datum je ponedeljek, 2. junij. Sploh še kakšni problemi lahko pojavijo? Če primerjam začetek, pa zdaj, ko se bližamo, bi rekel, koncu tega prvega dela projekta, sem vzhičen nad pozitivno energijo v naši vasi. Do danes res nobenega problema ni bilo, nihče ni nasprotoval, nihče ni nečemu oporekal, tako da smo res, bi rekel, to zadevo speljali brez kosti, po domač povedano.
Prav v teh dneh delavci Komunale Kranj montirajo vodomere, kar je seveda zahteva bodočega lastnika vodovoda, ki tudi krije stroške montaže, medtem ko vaščani krijejo le stroške izgradnje jaška, kjer je bilo to sploh potrebno. Po njihovih besedah vse poteka po načrtu in brez že pregovornih zapletov. Zadovoljstvo med vaščani pa veliko, tako v zgornjem delu, kjer je za vodovodni sistem skrbel Matej Trampuš, kot morda še bolj v spodnjem delu vasi. Ko je bilo potrebno podpisati soglasje, je bil kakšen dvom? Ne, mislim, da ni bilo nobenega dvoma, da tega ne bi podpisali, ker smo nekako vedeli, da to bo treba narediti in tudi mogoče tisti starejši, ki so tudi sodelovali pri sami izgradnji tega vodovoda, pa mogoče strah pred novim upravljalcem, no. Ampak z moje osebne strani ni bilo dvomov. Smo veseli. In pričakujete 2. junija dejansko vodo ali mislite, da bo mogoče še kaj prišlo vmes? No, slabše kot to verjetno, da ne more biti, no, ker kakovost vode zdaj le nekaj let je bila porazna, tako da včasih, ko si jo natočil v kozarec, si obupal kakorkoli uporabljati to vodo, no. Tako da mi upamo samo na dobro in na kvalitetno vodo. In plačilo vode ne bo več problem? Ne, se tudi do zdaj ni bil problem plačila vode, tako da vsaj z naše strani, no, z moje strani ni bil noben problem plačila in tudi zdaj naprej ne bo. Bom rekel z eno besedo, končno, ne. Končno smo dočakali, ne. Lahko bi pa že pred 20 leti, ne. Vam ne bo noben problem plačevati vodo? Ne, to pa ne. Važno je, da je voda zdrava, čista, stroški pa res niso tukaj pomembni, ne. Ste torej z veseljem podpisali tisto soglasje? Bil sem na sestanku in z veseljem podpisal, ne, pogodbo. Oziroma, da pristopamo k vodovodu, k kranjskemu vodovodu in da nam bojo montirali te ure in da bomo plačevali. Vaščani so želeli pred končno odločitvijo, ali predajo vodovodni sistem v last občini in v upravljanje Kranjski komunali predvsem zagotovilo, da je vode dovolj in da se bo nadaljevalo tudi s potrebno obnovo sistema. Kaj je potem potrebno še postoriti, da boste vi dejali, sedaj je pa vodooskrba v Studenčicah dejansko na tistem pravem nivoju? Ja, jaz mislim, da je treba v Studenčicah še veliko narediti. V zgornjem delu Studenčic imamo vodovodni sistem v relativno dobri kondiciji, v spodnjih Studenčicah pa, če že začnemo pri starem zalogovniku, ki je prestreljen, kada bi en šrotarcev vanga ustrelil. Cevovod je tak, kakršen je, cevi poka in tako naprej in jaz mislim, da je zdaj naslednja naloga, mogoče naslednjega sklica vaške skupnosti pa to, da uredijo oziroma začnejo delati na vodooskrbi v spodnjih Studenčicah. In večno vprašanje zastavljeno tudi na prej omenjenem zboru. Zakaj se ne koristijo evropska sredstva? A je to problem v izobraženosti zaposlenih na občini, a je to kakšen drug problem? To verjetno bi se dal. Sredstvo je dovolj na razpolago, inštitucije v Sloveniji so, ki se s tem ukvarjajo, treba jim nekaj plačati, pa bi oni to vloge napisali in bi prišli do denarja. Ker verjetno, da ni edini vodovod v Studenčah problematičen, da tudi po občini Medvode tudi ostali vodovodi so problematični in bi verjetno ta sredstva lahko koristili, ne. Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Medvode, tokrat že v obliki predloga, bo na dnevnem redu torkove seje občinskega sveta. Upajmo, da bo v tretje vendarle šlo. Je pa krajane Studenčic in ostalih uporabnikov vode iz vaških vodovodov zmotila položnica, ki jo je prejšnji teden nanje naslovilo ljubljansko javno podjetje Vodovod Kanalizacija ali na kratko VOKA. Doslej je VOKA 4-krat letno nanje naslavljala le položnice za plačilo okoljske dajatve, sedaj pa bodo to položnico morali plačevati vsak mesec. Poleg okoljske dajatve bo potrebno plačati še akontacijo plačila prazne nagreznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter izdelavo ocene njihovega obratovanja.
Ali če povzamemo, ponavlja se situacija z dimnikarsko službo, torej greznico ali malo komunalno čistilno napravo na območju naše občine lahko prazni le pooblaščeno podjetje Voka. Le da gre tokrat še za bolj absurdno situacijo, saj bomo morali storitev plačati vnaprej. Iz tega naslova pa nam bo pripadlo brezplačno praznjenje greznice na 3 leta enkrat. Cena storitve pa je odvisna od količine porabljene pitne vode. Če torej pogledamo na konkretnem primeru, ko je poraba vode 14 kubičnih metrov, akontacija storitve praznjenja greznice ali male čistilne naprave znaša mesečno 6 evrov in 38 centov, omrežnina pa nadaljnji evro. Torej bo na mesec poleg neobdavčene okoljske dajatve v višini 7 evrov in 40 centov potrebno plačati še 8 evrov in 12 centov za novo obdavčeno storitev, kar v 3 letih znese skorajda 300 evrov. Torej je nezadovoljstvo več kot razumljivo, saj praznjenje greznic do 10 kubičnih metrov po obstoječih cenikih znaša od 130 do 150 evrov. Na pooblaščene, tako na Voki kot tudi na občinski upravi, smo naslovili kar nekaj vprašanj in prosili za kar nekaj pojasnil. In dobili vsaj zaenkrat le neuraden odgovor, da ima vsa zadeva sicer pravno podlago v državni uredbi iz leta 2011, ki predpisuje praznjenje greznic in malih čistilnih naprav najmanj enkrat na 3 leta, in da je koncesionarja skupaj z odlokom potrdil občinski svet pred 2 letoma. Da je torej vse kot mora biti, da pa je res v tem trenutku tudi za občinsko upravo sporna višina cene. Mi pa smo želeli tudi pojasnilo, zakaj o njej ni odločal občinski svet, ampak le svet holdinga, v katerem nas zastopa župan Stanislav Žagar. Menda pa tudi on zahteva pojasnila Voke. Podobno položnico naj bi v teh dneh strani Voke prejeli tudi uporabniki pitne vode iz javnega vodovodnega sistema, s katerim upravlja komunala Kranj. Torej se ta tema ne bo še tako kmalu izpela. Sprememba pa se obeta tudi vsem tistim, ki ste sicer priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Po novem naj bi plačevali tudi storitev odvajanja padavinskih voda, če se te odvajajo v javno kanalizacijo, torej za tisto meteorno vodo z vaših streh, ki se odvaja na čistilno napravo in ne v vodotoke. Včeraj je v občinski sejni sobi potekala predstavitev variantnih rešitev pri pripravi državnega prostorskega načrta za umeščanje hidroelektrarn na ljubljanskem in litijskem odseku Save, ki bo med drugim vplivala tudi na energetsko učinkovitost naše občine. V verigi hidroelektrarne na reki Savi so v zgornjem toku že zgrajene hidroelektrarne Moste, Mavčiče in Medvode, z obratovanjem hidroelektrarn na srednji Savi pa naj bi se povečal tudi delež proizvodne električne energije iz obnovljivih virov. 22. aprila povsod po svetu praznujemo Dan Zemlje. Letos je Mednarodni dan Zemlje potekal v luči kampanje Zelena mesta, kar pomeni, da mesta po vsem svetu dajejo še več poudarka trajnostnemu razvoju in energetski učinkovitosti. Ravno zato je včeraj v prostorih naše občine potekala predstavitev enega najpomembnejših državnih projektov. Dokončanje hidroelektrarn na spodnji Savi in začetek gradnje hidroelektrarn na srednji Savi. Namen tega projekta je gradnja hidroelektrarn v verigi od Medvod pa vse do Zidanega mosta, s katerim bomo zagotavljali evropske direktive kot po obnovljivih virih, po zmanjševanju toplogrednih plinov in pa po pridobitvi najboljše kvalitetne električne energije. Nove hidroelektrarne naj bi se tako v prihodnjih letih gradile na območju med Medvodami in Zidanim mostom, vendar je najprej treba detaljno izdelati državni prostorski načrt. S tovrstnimi predstavitvami pa želijo investitorji in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pridobiti ustrezne informacije o usmeritvah v sodelujočih občinah, saj potrebujejo tudi občinske smernice ter mnenja, strahove in dvome občanov. Včasih se je namreč dogajalo, da so potem že nekako prišli kar že z osnutkom, pa so šele takrat se vršile resne razprave in seveda ljudje jasno so bili nekako prepozno vključeni. Zdaj pa v tej fazi pa pravzaprav z današnjim delom seveda moramo vedeti, da se to dogaja po vseh območjih, to se pravi v Litiji, v Dolu pri Ljubljani, jutri bo v Ljubljani, torej danes pa je seveda ta predstavitev v Medvodah. To pomeni do resnega torej osnutka je pravzaprav še 2 leti, a ne, optimistično. Tako da, če smo nekako, če gledamo malo časovno, a ne, se bi
te elektrarne nekako po najbolj taki optimistični varianti začele graditi tam okrog leta 2020. Celoten projekt, samo se le delček dotika Medvod. Ravno projekt se bo začel z obstoječo hidroelektrarno Medvode, ki bo verjetno potrebno še doinštalirati, nadgraditi, in pa potem z dodatnim akumulacijskim jezerom dol vodne elektrarne, ki naj bi bila hidroelektrarna Vikrče. Projekt je dolgoročen, po najboljšem scenariju naj bi se ga lotili v letu 2017, vendar se bo začelo pri Zidanem mostu, kjer je načrtovanih okoli 10 novih hidroelektrarn. Gre za projekt, ki je vreden 1,3 milijarde evrov. Ja, mi smo eden od investitorjev tega projekta izgradnje hidroelektrarne na Srednji Savi. Vsekakor bomo udeleženi v finančnem smislu in pa v nadaljevanju za operativno izgradnjo in potem obratovanju in vzdrževanju teh elektrarn. Kot veste, imamo v Medvodah center uprave savskih elektrarn, imamo center vodenja, usposobljen za daljinsko vodenje celotne verige, in le sklenjena veriga od Mavčič do hrvaške meje bo dala prave energetske efekte iz tega obnovljivega vira. Gre za enega največjih še potencialno možnih izkoristljivih obnovljivih virov, ki ne rabi nobene podpore, je pa obnovljiv vir, ki prinese poleg energetske izrabe še vrsto dobrobiti v prostoru. Mislim, da občani Medvod dobro poznajo dobrobiti Zbiljskega jezera, turistične izrabe teh možnosti in pa še vse ostalo, kar nam lahko prinese voda in njeni produkti. Projekt zajema območje 5 občin, med katere sodijo Litija, Moravče, Dol pri Ljubljani, Mestna občina Ljubljana in Medvode. Ob koncu predstavitve so medvoški občani sicer imeli nekaj vprašanj in porajalo se je kar nekaj dvomov, kako bo dograditev hidroelektrarne v naši občini vplivala na samo življenje, vendar so investitorji zagotovili, da bodo, še preden se bo ministrstvo lotilo projekta, upoštevali vse prostorske zahteve vključenih občin. Na trgu Svetega Urha v Smledniku je preteklo soboto že 10. po vrsti potekalo flancanje. Smleške flančnike je že pred več kot 60 leti ob nastanku Zbiljskega jezera zalila reka Sava. Z obujanjem flancanja pa še danes lahko spoznavamo način življenja naših prednikov, v katerim so imeli dobri medčloveški odnosi in sožitje z naravo pomembno vlogo. Vlogo, ki se je še kako zavedajo prebivalci Smlednika in obiskovalci od vsepovsod, ki se vsako leto v večjem številu udeležijo tega edinstvenega dogodka. Flancanje je izmenjava zgodnjih sadik zelenjave in živahno druženje ob obvezni izmenjavi še kakšne sveže paške flance. Z leti postaja vedno aktualnejše, o čemer govori podatek, da je bila pred 10 leti to edina tovrstna prireditev v slovenskem prostoru, danes pa je takšnih že kar nekaj. Vedno bolj v ospredje pa stopajo tudi ostale vsebine in vrednote, ki jih prinaša flancanje. Zdaj v zadnjih letih pa prihajajo v ospredje tudi te moderne vrednote, kot so recimo naravno kmetovanje, sožitje z naravo, spoštovanje narave, ker vse več posameznikov se zaveda v bistvu pomena lokalno predelane zdrave zelenjave in zato tudi vsako leto več obiskovalcev, ki prinesejo svoje flance in jih seveda zamenjajo tudi za domače flance. Flancanje v Smledniku je pred desetletjem navdihnilo odkritje stare fotografije v arhivu Republike Slovenije, ki je prikazovala vaške gredice ob reki Savi. In jaz sem šla gospodu Francu Strojanu, domačinu, ki se je še spomnil, se pravi teh časov, in on mi je povedal, da so bili to v bistvu na tej fotografiji flančanki, kjer so cela vas zaradi ugodne lege gojila zgodne potaknjence, se pravi flance. In tam so si potem tudi izmenjavali te flance in tudi seveda take vaške flance. Tako da je bil en tak prostor izmenjave vse sorte reči, kar se nam je pa zdelo tudi lepa prispodoba za naše društvo, za ustno zgodovino. Prvo flancanje je potekalo maja 2004 v Etnografskem muzeju Ljubljana in izkazalo se je, da so bili odzivi obiskovalcev zelo pozitivni. Leto kasneje je tako Društvo za ustno zgodovino flancanje ponovilo v Zbiljah, od leta 2006 dalje pa v prvih dneh v maju poteka na trgu Svetega Urha v Smledniku, kjer je društvo postavilo tudi informativno tablo o flančnikih. Flancanje je pravzaprav postal integralen del Smlednika, en dogodek, ki ga nikakor ne gre zamuditi, dogodek, ki je pravzaprav na tistem stalnem koledarju.
Čeprav res je že 10 let, ko človek pomisli nazaj, se zdi, kot da smo začeli včeraj, pa vseeno ostaja še ogromno načrtov za naprej, tako da se ni bati za flancanje v tistem osnovnem pomenu, torej izmenjave sedik in pa v tistem nadgradnji, ki skuša organizator vsako leto slediti, torej da odkrivamo in vzpostavljamo nove kotičke, odkrivamo stare kotičke kulturne dediščine naših krajev. Pridne roke gospodinj so tudi tokrat poskrbele za obvezne domače flancate, s katerimi so se lahko posladkali obiskovalci. Prireditev pa je popestril nastop Smleškega žarka, ki je poskrbel, da je dežne kaplje zamenjalo nekaj sončnih žarkov. Prinesla sem začimbe, drobnak, majaron, pa materino dušico. Zaenkrat sem pa odnesla, imam pa tukaj v gajbici še le timjan. Bom pa še malo pogledala za zelje, verjeten, zgodno zelje, pa še kakšno rožo. Jaz že spomladi začnem saditi in vse po lončkih lepo in označim in prinesem. V bistvu paradižnike, take zanimive, oranžen, debel, rdeč, tak pisan, pa rumen, zelo dober. Jaz sem prinesel, kar je žena pripravila. Mislim, da ima razne rastline, kot so maline recimo, pol je gabez, pa neki flanc in tako naprej. Dobil sem pa že pekoče feferone. A ni v redu. Kdo ima nekaj preveč, pa potem zamenja, pa vzame nekaj, kar nima. Kaj bi dejali, da vam je najbolj všeč pri flancanju? To je za sprostitev, pa za dušo. Malo druženje pa izmenjave, se imajo različne ženske, različne zelenjave, različne rože, tako da, zanimivo. Skratka, res prav z veseljem se oba z možem udeležujeva vsako leto. Prišel sem iz Kranja, prinesel sem pa rdeče zelje, pa zgodnjo bele zelje, pa rože, sončnice. Kaj ste izmenjali? Dobil sem pa jagode pa lilije sem vzel, v glavnem to, neke rožice. Vsako leto se udeležujem, pridem lepo s kolesom, stvari se izmenjajo, naprej rasejo v drugih krajih, odlično. Meni je to tako res nekaj pa edinstvenega se mi zdi, čeprav je zdaj že nas posnemajo, kar tudi drugje, sam pri nas se mi zdi je drugač. Pa še, ki je že to tradicija še od prej, že kar, mislim, ima zgodovino. Desetletje na novo obojenega običaja pa je tudi dokaz, da se je flancanje v Smledniku, kjer flančniki nenazadnje domujejo, odlično prijelo. Vsako leto večji obisk in več zelenja na mizah pa sta zagotovilo, da bo običaj postopoma prešel v del krajevne identitete. Ja, očitno je tale flanca, ki smo jo poflancali 10 let nazaj, dobro zrasla. Jaz mislim, da je to posledica tega, da je res ta običaj še vedno, oziroma ta šega še vedno aktualna. In da ima res take vrednote od povezovanja do ohranjanja dediščine, do druženja, ki še danes v bistvu, ki nam manjkajo. Sence ostanejo za vami s podnaslovom Pot do večje kakovosti življenja je naslov knjige, ki jo je v torek zvečer v Medvoški knjižnici predstavila avtorica, sicer domačinka iz Dragočajne, psihologinja in terapevtka Vera Nuhijov-Galičič. Večer je sicer potekal ob iskanju odgovorov na večno vprašanje, kaj lahko storim, da mi bo v življenju boljše. Kaj lahko storimo sami, da nam bo v življenju bolje? Kaj je tisto, kar nas prizadene? Kako se temu zoperstaviti? Kako vzpostaviti stik s samim seboj? Kako doseči notranji mir? Kako do pozitivne samopodobe? Kaj nas osrečuje? To so bila vprašanja, ki jih je avtorica knjige zastavila na torkovem srečanju v knjižnici Medvode in skupaj z obiskovalci iskala odgovore nanje. To je na kratko tudi vsebina prvega dela njenega prvenca Sence ostanejo za nami, ki ga v teh dneh predstavlja po knjižnicah. Drugi del pa sestavljajo življenjske zgodbe oziroma konkretni problemi, s katerimi se je v svoji poklicni poti kot psihologinja in terapevtka soočila in ponuja vsem tistim, ki se v njih prepoznajo, pojasnila in možne rešitve. To svoje delo bi tako opisala, da so pravzaprav v njem napotki za grdo rečeno splošno rabo, ampak napotki ljudem, kaj lahko naredijo oziroma kaj morajo narediti, da
se njihova kakovost življenja izboljša, kako reševati težave, probleme, kako se z njimi soočiti in skratka pozitivno razmišljati. Čeprav je res, da je večkrat poudarila, če se za pomoč in spreminjanje samega sebe ne odločimo sami, ne bo nič. Tako kot smo mi lahko le bergla drugim, so tudi drugi lahko le bergla nam. Le pomoč, da lažje hodimo po poti k boljšemu življenju. Kaj za mene je kvaliteta življenja? Da si najdeš nek duševni mir, da se soočiš sam s sabo, da prepoznaš svoje kvalitete in s tem nastopaš potem navzven. Vera Nuhijev-Galičič je upokojena psihologinja in terapevtka. Delala je z mladimi, starši in njihovimi vzgojitelji, z Ministrstvom za šolstvo Republike Slovenije, Andragoškim centrom in ostalimi inštitucijami. Nudila je psihološko pomoč mnogim, ki so se znašli v stiski ali na razpotju življenjskih poti. V zadnjem obdobju posebej mladim, ki so izstopili iz šolanja, pa tudi brezposelnim, pri njihovi krepitvi pozitivnega odnosa do sebe. Ko sem delala z brezposelnimi, mi je to bila ena izmed tistih težav, s katerimi se soočajo. Sooča ta kategorija ljudi, ker se ne znajo predstaviti v tistih pozitivni sliki oziroma ne znajo povedati, s čim razpolagajo, da bi jih delodajalci prepoznali. To ni samo hvala seveda, ampak je ta pozitivna samopodoba, dovolj visoka samozavest, da lahko nastopajo tudi pred ljudmi, ki jih kasneje morebiti zaposlijo. Dva praktična napotka za boljše življenje smo prejeli udeleženci torkove predstavitve knjige. Vsak večer je dobro obračunati z dnevom, odgovoriti na vprašanje, kaj te je osrečilo in kaj obremenilo. In slednje, kar je v naši moči tudi popraviti, saj si le sami narekujemo, kakšen bo naš odziv na tovrstne situacije. In še, da naj si za pozitivno samopodobo napišemo vsaj 20 dejanj, v katerih smo dobri. Ja, znam dobro kuhati, znam dobro komunicirati, znam biti prijazna z ljudmi, znam imeti rada, pa še in še. Vera Nuhijev-Galičič je domačinka iz Dragočane. V svoji želji po večji kvaliteti življenja pa je dvakrat tudi kandidirala, prvič na državnozborskih volitvah, drugič pa na lokalnih, obakrat na listi Glas žensk. Še to, kaj je povezano z vašim videnjem kvalitete življenja. Tako. Nisem imela nikoli ambicije političnega delovanja, ampak takrat, ko sem šla v to dejanje ali pa ko sem nastopala na teh dveh volitvah, sem šla iz razloga, da bi se dalo marsikaj ljudem pomagati oziroma spremeniti, ampak očitno je to premalo za naš politično polje. Že prejšnji teden smo vas v informativni oddaji seznanili z izjemno uspešno predstavitvijo Medvod v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju. V prispevku prejšnji teden smo se bolj posvetili protokolarnemu delu obiska in izjavam eminentnih gostov, tokrat pa namenjamo še nekaj besed o kulturnih ustvarjalcih, ki so predstavitev Medvod uspešno opravili. Kulturni del prireditve je vodila knjižnica Medvode, kjer so s pomočjo arhitekta Mateja Zorca zasnovali celoten prostor predstavitve. To pomeni tudi, da so na novo osmislili obstoječo celostno podobo naše občine, ter uskladili različne izpeljave znakov, ki jih uporabljajo občina Medvode, Turistična zveza Medvode in Zavod za šport in turizem Medvode. Na tem delu je oblikovalec predstavitve še posebej opozoril na neusklajenost promocije občine, saj se mora občina predstavljati z usklajeno celostno podobo. Zaradi tega je pripravil tudi nove predstavitvene panoje v nemškem jeziku in tako prišel v stik z medvoškim fotografom Borisom Primožičem, ki je avtor kar nekaj turističnih fotografij naše občine. Tako je padla tudi ideja, da bi Primožič razstavljal v Korotanu, vendar ne turistične fotografije, ki so že tako uporabljene na panojih, ampak njegove črno-bele fotografije nastale na področju naše občine. Ja, selekcija je bila kar velika, imam posebej črno-bele fotografije. Zbral sem jih kar dosti, pa so jih pa še skupaj z arhitektom zbrala, pač on je bil avtor razstave, on ima vse to čez in
je pogledal, kaj pa še gor, pa kaj ne, da ne bi kakšne turistično mest dejala. No. Fotografije so tudi izraz njegovega dolgoletnega umetniškega ustvarjanja, saj se Primožič poleg fotografije ukvarja tudi z ameriško retušo, ki sodi na področje slikarstva. V glavnem so vse obdelane, niso čista črno-bele, jaz sem malo grafike delal, malo sem šel na star način kopiranja negativ, pozitiv, negativ, zato da sem dobil malo drugačne, da ni klasična črno-bela, to se pravi, fotografsko so drugačne, kaj dosti spreminjal nisem, Photoshopa drugega ni, bolj kontrastne sem hotel narediti, tako da eni mislijo, da je že IR, ampak ni. Ne. Tako si lahko en mesec v Slovenskem kulturnem centru na Dunaju ogledate tudi razstavo medvoškega umetnika, kar nedvomno predstavlja dobro promocijo ne le občine kot turistične destinacije, ampak tudi Medvod kot kulturne aktivne občine. Čeprav razstava ni bila toliko oglaševana tam na mestu samo, ampak so ljudje me klicali in so me spraševali, kje je to, kaj je to, kako je to. Odziv je bil dober, všeč jim je bilo. Trije so se celo najavili, da ko pridejo v Slovenijo, da pridejo do mene, malo pogledati, pa če jim bom lahko malo te kraje razkazal. Poleg Primožiča so za kulturno predstavitev poskrbeli še člani KUD-a Oton Župančič iz Sore, konkretneje Sorške kresnice in folklorna skupina, ki so tokrat tudi prvič nastopili skupaj. Ja, v bistvu je večina sorških kresnic prej že plesala pri folklori. Ta skupina je sicer nažalost potem razpadla, ampak včasih se še zmeraj dobimo. Tokrat je bilo prvič, da smo kresnice sodelovali skupaj s folkloro in nam je bilo vsem zelo všeč, tudi zato, ker smo malo zaplesale tudi same, ni bilo treba samo peti. In tudi sam odziv poslušalcev in gledalcev se mi zdi, da jim je bila ta kombinacija všečna, da je dobro izpadel. Kombinacija je požela precejšnjo navdušenje med prisotnimi. Odlično pa je izpadel tudi nastop Polone Kopač-Trontelj, ki je ob fotografiji Jakoba Aljaža zapela njegovo ponarodelo Oj Triglav moj dom. Tako je bila pevska predstavitev naše občine dobro izpeljana, saj je dekliška skupina po številnih nastopih že dodobro vpeta. Nismo se nekaj posebej pripravljali, šli smo pa večkrat čez, tega, da bi bil program soliden, da bi dobro predstavili našo skupino Sorške kresnice. Ponovno se je pokazalo, da ne glede na rezultate občinskih kulturnih razpisov občina ob gostovanjih v tujini ali nastopih ob sprejemih doma lahko računa na zgolj nekaj skupin, kar pa se nažalost ne odraža tudi ob zneskih sofinanciranja. Nažalost ostajajo tudi takšni nastopi članov KUD-a Sora prezrti, četudi so samo zadnje pol leta sodelovali na večjih občinskih prireditvah ter prireditvah širom po Sloveniji, tudi takih, ki so bile na državni ravni z najvišjimi predstavniki države. Kakorkoli že, naša občina je bila na Dunaju odlično predstavljena, za kar gre zasluga vsem, ki so pri tem kakorkoli pomagali. Če boste v maju kaj obiskali Dunaj, vam priporočam tudi obisk Korotana in ogled predstavitve naše občine. Lahko pa še malo počakate in si v kratkem ogledate daljšo reportažo na naši televiziji. Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža in dekliški pevski zbor Flora iz Vodic sta pripravila skupni koncert z naslovom Pesem nas druži v pastoralnem domu v Preski. Koncert je potekal kot priprava na jutrišnjo območno revijo pevskih zborov v Sori. Mešani pevski zbor Jakoba Aljaža in dekliški pevski zbor Flora iz Vodic sta v Preškem pastoralnem domu v nedeljo pripravila skupni koncert. Koncerto nam je dala naša zborovodkinja Katarina Trček, ker tale zborovodkinja, ki vodi tale zbor Flora iz Vodic, nam tudi včasih Katarini pomaga. Koncert je pričel domači mešani pevski zbor Jakoba Aljaža in odpel venček ljudskih pesmi. Katera pesem pa je vašemu zboru še posebej pisana na kožo? Med temi, ko smo jih danes peli, bi rekla, imel sem ptičico, zato ker so jo že večkrat zapeli, pa je že uležana, pa tudi danes je šla prvič na pamet, tako da so dobro sledili. Mešani pevski zbor je na letošnjem kulturnem razpisu za svoje delovanje pridobil slabih 2200 evrov, za to vrstno kulturno izmenjavo pa niti evra. V drugem delu se je predstavil dekliški pevski zbor iz sosednje občine Vodice. Ubrano so zapela rosno mlada dekleta starosti od 15 do 30 let.
Njihova zborovodkinja prihaja iz Domžal. Dekleta so išla iz otroškega cerkvenega zbora, tako da zdaj približno sestavlja zbor 18 deklet. Letos smo se preimenovali iz dekliške vokalne skupine v pevski zbor Flora. Imamo pa tradicionalne božične in pa letne koncerte, rade se pa odzovemo tudi kakšnemu povabilu sosednjih občin oziroma daljnih občin, da spoznamo še ostale kraje in pevce. Tako da se veste, pevci se radi družimo, radi pokažemo, kaj znamo. Program je obsegal ljudske in prirejene pesmi, ki gredo dobro v uho. V osnovi sem izbrala načeloma vse ljudske oziroma priredbe slovenskih ljudskih pesmi. Dekleta jih tudi najraje pojemo in imajo največji delež v našem repertoarju. Kot že omenjeno, je bil koncert generalka pred petkovo območno revijo pevskih zborov v Sori. Koncert je potekal ravno v času močnega nedeljskega večernega naliva, zato dvorana ni bila polno obiskana. Vendar utrjevanje prijateljskih vezi in druženje ob glasbi sta naredila nedeljski večer še lepši. Tekmovalna gorsko-tekaška sezona je od nedelje tudi uradno odprta. Kot že nekaj let se je tudi 23. izvedba teka na Osovnik štela kot otvoritvena pokalna tekma in državno prvenstvo za veteranske kategorije. Pričakovano tako ženski kot moški rekord proge že 7. leto ostaja nepremagljiv, ravno tako letošnja zmagovalca Simon Alič in Leja Einfeld. 23. tek na Osovnik z novim rekordom proge torej ni postregel, zato pa je klubu organizatorjev iz Godešiča športnemu društvu Kondor na štart znova uspelo privabiti okoli 150 tekačic in tekačev. Na Godešiču je že uro pred napovedanim štartom vladalo pravo tekmovalno vzdušje. Kako tudi ne, saj se je potrebno za najdaljšo progo, kjer morajo mladinci, člani in veterani v slabih 5 kilometrih premagati kar 500 metrov višinske razlike, dobro ogreti. Tako kot lansko leto, zmagovalec tudi letos, Alič Simon iz Vinkarjev. Dober čas je postavil Alič Simon, 25:06. Po 25 minutah in 5 sekundah je ciljno črto pričakovano prvi prečkal tekaški veteran Simon Alič. Po ravnini je kar letel, ki je šel en malo, imaš sprintu naprej, ampak pol sem malo popustil na začetku, da sem se malo spočel v bistvu za klanc in pol sem šel svoj tempo gor, čisto po svoje. Drugo mesto v absolutni razvrstitvi in zmago med člani si je pritekel nekdanji orientacijski tekač Jož Lapajne. Tole je bila danes v bistvu premierna tekma v članski kategoriji in takoj drugo mesto, si zadovoljen? Ja, seveda sem zadovoljen, sploh nisem pričakoval, sem šel brez pritiska na tekmo, po moje to pomagalo. In kakšna je bila tvoja taktika zdaj? Rekel sem, da na ravnini ne smem pretiravati, ker je veliko ravnine na začetku, potem pa zmerno v klanec in pospešujem proti koncu. Drugo mesto med člani si je tokrat pritekel Peter Lamovec, po tretji je ciljno črto prečkal Anže Božič. Tudi v ženski konkurenci presenečenj ni bilo. Smučarska tekačica Leja Einfeld dostojne tekmice na štartu niti ni imela, tako je sicer povprečen čas 30:23 zadostoval za zmago. Je tako, kot vsako leto, po ravnini začnem laufati, način gledam nazaj, glavo dol pa do vrha laufam, to je to, pa pol ure mimo. No, vemo, da smučarji tekači imate trenutno mrtvo sezono, v narekovajih seveda, kar pomeni, da se pripravljate na novo s počasnimi treningi. Je to del treninga ali mogoče kakšen drug razlog, da se še udeležuješ tekem? Ja, ne vem, ta Osovnik mi je tako všeč, čeprav včasih zaradi začetnega dela po asfaltu ne toliko, da sem ji pa kar prikupil. Pa blizu je mogoče ena taka motivacijska tekma na začetku sezone. Z več kot 2-minutno prednostjo med starejšimi veterankami je slavila lanska veteranska podprvakinja iz Velenja Neža Boča. Pri moških pa gorsko-tekaška legenda Franci Teraš. Včeraj odličen tek na ljubljanskih trojkah, danes nova zmaga med starejšimi veterani tukaj na Osovniku. Kakšen je recept za tako ekstremno kondicijo? Ja, samo trening breg, ne. Če treniraš v breg, kot je treba, pa pripravljam se za tistih 24 ur teka na Trilov, treniram že 3 tedne samo breg, tako da sem
sem zadovoljen, tečem lahko, čim bolj strmuje, bolj tečem. To kot v starih časih, ko sem bil navajen na to. Da so vajeni strmin, se je poznalo tudi pri mlajših kategorijah, zlasti članom kamniškega kluba gorskih tekačev Papež, ki so popolnoma obvladali konkurenco. 600 dolžinskimi in 100 višinskimi metri je najhitreje opravil 10-letni Aleš Prelovšek. No, vemo, da danes tvoj bratec praznuje obhajilo. Zakaj si se odločil, da namesto prisustvuješ temu dogodku, se udeležiš raje teka? Zato, ker mu hočem za darilo prinesti eno mesto od sebe. Se pravi, ta medalja bo zame ali zate? Za oba. Med mlajšimi deklicami je ciljno uro zaustavila Maša Virjant. V bistvu mi zelo pomeni, ne vem. Pa je bilo težko, si vodila od štarta do cilja? Ne, v bistvu ja, z deklice sem, drugač pa ne, pa mi je bilo kar težko, ja. Med starejšimi dečki in deklicami pa sta s 300 metri višinske razlike najhitreje opravila Tine Hren in Katja Podobnik. Ja, po dolgem času smo imeli tlehor brez dežja, dol je sicer malo šlo, tle pa vidim, da ni bilo nič, tako da je uspel, ja. Jaz mislim, da se malo tekače, število se spet povečuje. Uvedli smo par novosti, kot je predprijave, potem smo imeli s čipi, smo merili od spodaj, tako da se malo razvijamo. Jaz upam, da je šlo še cajt naprej. Druga pokalna tekma gorskih tekačev je na sporedu že prihodnjo soboto v Domžalah. Tek po Križem Tavru bo štel za državno prvenstvo v disciplini gor-dol in izbirno tekmo za evropsko prvenstvo, ki bo 12. julija potekalo v Franciji. Na zahtevni krožni preizkušnji, ki je minuli vikend potekala na Bledu, je Pirničanka Špela Keren osvojila drugo mesto med članicami. Kolesarka ženske profesionalne ekipe BTC City Ljubljana je zaostala le za klubsko kolegico Uršo Pintar, tretja je bila Anja Rugel. Minulo soboto je dijakinja Anja Plaznik skupaj z Ano Vrečar in Kajo Škerl za ekipo gimnazije Šentvit osvojila drugo mesto v teku trojk. 10 sekund so zaostale le za trojko gimnazije Šiška. V 22. krogu 3. slovenske nogometne lige Zahod je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode na domači zelenici gostila ekipo Jadran Dekani in izgubila z 0-3. Mladinska ekipa je v gosteh 4-1 izgubila proti ekipi Termit Moravče, v 15. v gosteh z 0-2 premagala Ilirijo 1911B, v 13. v gosteh proti MNC Vrhnika Borovnica osvojila 10 točk, v 11. je z rezultatom 9-1 na domači zelenici premagala Arne Tabor 69, ekipi U9 in U10 pa sta doma osvojili maksimalnih 9 točk. Medvoška športna dvorana je pretekli teden gostila vrhunski badminton. Od četrtka, ko so začeli s kvalifikacijami, pa vse do nedelje in finalnih obračunov, je potekalo mednarodno člansko prvenstvo Forza Slovenija International. Na 18. prvenstvu, ki ga je Badmintonska zveza Slovenije organizirala v sodelovanju z Badminton klubom Medvode, se je med seboj pomerilo rekordno število tekmovalcev, preko 190 iz 25 držav. Med njimi je slovenske barve zastopalo približno 50 tekmovalcev, 12 iz domačega kluba. V glavnem delu tekmovanja so se v moški konkurenci z najboljšimi pomerili 3 slovenski predstavniki. Iztok Utroša in Alen Roj sta bila tja uvrščena neposredno, iz četrtkovih kvalifikacij pa se je po 3 zmagah prebil še Keki Jamnik. Vsi 3 so nato izpadli v prvem krogu. Med žensko konkurenco je bila v glavni del tekmovanja neposredno uvrščena le Maja Tvrdi, ki je v 6. mesecu nosečnosti po minuti in nekaj udarcih dvoboj predala. Najuspešnejše je prvenstvo zaključila Bolgarka Stefani Stojeva, saj je poleg zmage med posameznicami s sestro Gabrielo slavila tudi v ženskih dvojicah. Danska naveza je v finalu mešanih dvojic v napetih 3 setih premagala ruski par, Hrvata Zvonimir Đurkinjak in Zvonimir Helbling pa sta v finalu moških dvojic pokazala odlično igro in bila v 2 setih boljša od Rusov. Med moškimi posamezno je v popolnoma dansko obarvanem finalnem dvoboju slavil mlajši. Fleming Kwah je starejšega rojaka suvereno premagal z 21-6 in 21-13. Nepravilen premik v krožišču je bil ponovno razlog za prometno nesrečo v Medvodah, povzročitelj je zato prejel plačilni nalog.
Povzročitelji kaznivih dejanj so bili v tem tednu največ v Medvodah, en tat pa je hodil tudi v Rakovniku, kjer je ukradel agregat. V Medvodah so poškodovali tujo stvar, nekdo je poskušal vlomiti v trgovski objekt, registrske tablice so ukradli v Medvodah in v Zbiljah, v Medvodah pa se je zgodila tudi poslovna goljufija. Policisti opozarjajo kolesarje in voznike, da v teh dneh izvajajo poostren nadzor in da naj dosledno spoštujejo cestno-prometne predpise. Tudi konec tedna bo v naši občini pester. Že v soboto se lahko v jutranjih urah odpravite na test hoje, ki bo tudi letos potekal na Bonovcu in s tem prebudite svoje telo. Ali pa se odpravite na kakšnega izmed številnih kulturnih dogodkov. Tudi mi bomo tam z vami. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.